Spoštovani gospe, cenjeni gospodje, hvala, ker ste prišli. Vesela sem, da smo skupaj. V zadnjem letu smo nadgradili dobro delo iz preteklosti. Zaključili smo ogromno večjih in manjših investicij. V našem 13-milijonskem proračunu navkljub namenjamo veliko podpore za občane. Reorganizirali smo delovanje športa, turizma, občinske uprave ter prihranili več let 1000 evrov. Posodobili smo tudi način uprave ter pred dnevi zaposlili novo direktorico občinske uprave. Na polovici mandata smo izpolnili večino obljub, danih na zadnjih volitvah in številne druge prepotrebne projekte. Preostale volilne obljube smo spravili v proračuna za leto 2017 in 2018. Oba bosta, upam, da v decembru sprejeta, tako da bomo pripravljeni za izvajanje s 1. januarjem. Vse to je v največji meri delo ekipe, svetnic, svetnikov, sodelavcev občinske uprave, članov svetov krajevnih skupnosti ter res številnih posameznikov v obrtno-podjetniškem strateškem svetu, društvih, zavodih in drugih organizacijah. Lepo, da smo danes skupaj. Sicer smo omejeni z časom, zaposleni z lastnim delom in projekti. Zato sem vesela, da smo lahko prišli skupaj ta popoldan, da poklepetamo, se podružimo in viharimo nove ideje za naslednje projekte. Dovolite, da z vami delim moj pogled na dogajanje v prostoru okoli nas. V zadnjih 20 letih spremljam zadeve v lokalni samoupravi. V pogovorih se vedno radi ustavimo na manj prijetnih temah. Vendar se v resnici dogajajo tudi zelo pozitivne in razborljive stvari. V mestu Kulturne živi nekaj tisoč ljudi, v občini več kot 10 000, v celotnem Pomurju nas je 116 434 prebivalcev. To so številke, ki smo jih vajeni. Zaradi te navajanosti imamo včasih občutek, da so naše možnosti omejene. Vendar, če v roke vzamemo zemljevid in s številom narišemo okrog premera 300 km okrog Pomurja, potem vidimo, da imamo kar naenkrat dostop do 15 milijonov potrošnikov, kupcev, partnerjev. To so številke, ki jih nismo vajeni. In čas je, da se jih navadimo. Smo na presečišču velikih trgov in čas je, da si upamo iti dalje, hitreje in glasneje. Tisti, ki to že danes počnejo, so prleška in pomurska podjetja, ki sodijo med najbolj uspešna podjetja v Sloveniji in v širši regiji. Pogoji so zreli, da v čim večjem številu sledimo tem vzorom. V letu 2016 se je primerjav z letom 2015 izvoz v Pomurju povečal za 15,7%. V predelovalni industriji se je ustvarilo 2,2 milijarda evrov prometa. Skozi zakon o Pomurju se je podprlo 264 razvojnih investicijskih projektov. Stopnja brezposelnosti v regiji je padla iz 21 na 16%. Povečuje se delež podjetij, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost, tam celo 50 do 60 tisoč evrov na zaposlenega. Nova Puhova poslovna cona je v manj kot enem letu skoraj v celoti zapolnjena. Vse parcele so ali bodo prodane domačim podjetjem v naslednjem letu. Na razvojnem svetu regije smo sprejeli sklep, da ne čakamo na državo pri pridobivanju evropskih sredstev, ker vse močno zamujamo, ampak
Lani je v Sloveniji skoraj 47 000 prostovoljcev opravilo dobrih 6 milijonov ur prostovoljnega dela. Če bi te ure skromno vrednotili, je njihov prispevek v družbi v gmotnem smislu bil vreden dobrih 65 milijonov evrov. In v našem okolju se ta velik prispevek društev zelo močno pozna. Društva so odrit našega mesta. Skozi njih živi prveška duša. Organizirajo izjemno število prireditev, pomagajo na različne načine in si res zaslužijo velik aplavz. Tudi v naslednjih letih smo navkljub manjšim skupnim sredstvom zagotovili enake pogoje za delovanje društev. Poenostavili smo postopke prijav na razpise, zmanjšali administrativne stroške na strani občine. Povezujemo se okrog konkretnih projektov. To je zelo spodbudno in izjemno dragoceno za razvoj naših krajev. Stvari dobro tečejo, ker jih poganja zelo veliko dobrih, marljivih in inovativnih ljudi. Funkcije, titule in priznanja imajo svoje mesto, vendar pravi preskok je možen le, kot premo glave sprememba. Občine, ki to ne zmorejo, zamirajo, se oklepajo v preteklosti, želijo ustaviti čas. To fizikalno ni mogoče. Potrebno se je prilagoditi času. Pred dnevi sem zasledila, da Arnold Schwarzenegger dela promocijo za vegetarijanstvo, za prehrano z manj mesa. Razlogov ne poznam, vendar spoštujem, da se prilagaja. In prilagajanje ni stvar funkcionarjev, ampak celotne lokalne skupnosti. Po 10-15 letih je bil čas, da nekatere stvari prilagodimo zahtevam sodobnega časa tudi v Ljutomeru. Zato smo reorganizirali delovanje na področju športa in turizma, ukinili zavode in postavili drugačno dinamiko dela. Ne, da je bilo z zavodi kaj bistveno narobe. Če bi še vedno bili v letu 2015, 2005, bi bili najboljša možna rešitev. Vendar smo na pragu leta 2017 in okoliščine so se spremenile tako močno, da je potrebno bistveno dvigniti nivo igre. Te okoliščine sami zelo dobro poznate. Vsi jih poznamo. Leta 2005 ni bilo pametnih telefonov, Facebooka in hitrega interneta. Stvari smo kupovali v trgovini ali jih naročili v klicu z osebo na drugi strani linije. Cene smo preverjali v glasnikih. Danes se to zdi kot zelo oddaljena preteklost. Ko gremo na počitnice, dobimo najboljšo ceno na internetu. Na voljo je izjemno veliko ponudbe. Če si pasiven, zaprt v svoje stare navade, potem te preprosto ni na tem novem zemljevidu. To ste vsi občutili v lastnih podjetjih. Veste, kako je digitalna tehnologija vplivala na vaše kupce na način oglaševanja. Tisti, ki ne vedo, kaj delajo, ali delajo stvari času neprimerno, hitro zaidejo žal stare številke. Zato smo se odločili delati času primerno. Povezati naše prečudovite danosti z novimi možnostmi. Kaj to pomeni? Naše okolje, izročila, vrhunska vina in izjemna kulinarika, to so naši talenti. In talent je pomemben, vendar nikakor nezadosten pogoj za uspeh. Talent je potrebno razvijati, ga prevajati v veščine in tehnike, se pomeriti na velikih odrih in se učiti iz zmag in porazov.
V tem duhu smo se letos lotili velikega števila sprememb. Preučili in sledili smo najboljšim vzorom doma, prav tukaj med nami, naprimer Glenvik v Biotermah, kot tudi z izgledom od drugod. Tako se občina Ljutomer vključila v projekt Zelena shema slovenskega turizma in postala del znamke Slovenija v Rimu. Vzpostavljamo register turističnih ponudnikov. Strateško smo se povezali z eno izmed naših najbolj pomembnih avstrijskih občin, občino Lust. Pospešeno razvijamo nove aktivnosti na vinogradniškem turizmu v najtesnejši povezavi z zelenim turizmom ter ekološkim načinom pridelave hrane. Ravno zeleni turizem, ki poudarja kolesarjenje, pohodništvo, dinamičnost in raznolikost oddiha ter ekološko kmetijstvo, postaja velik svetovni trend. In ljudje, ki obiskujejo celo Pomurje, iščejo takšno ponudbo. Bolj kot znamo ustvarjati vrednost za obiskovalce, več so pripravljeni plačati za naše storitve. Zato je izziv za vse turistične ponudnike, da razmislijo, kako lahko gost, ki pride v Prlekijo, pri njih najbolje porabi 50, 100, 200 ali več evrov, kje bo začutil največ vrednosti. Kaj se moramo skupaj storiti, da lahko ponudimo najbolj enkratna in navdihujoča doživetja, takšna, ki pritegnejo ponoven obisk. Osebno se pri tem nenehno sprašujem, kaj lahko naredi občina ali občinska uprava na področju turizma in kmetijstva. Saj je turizem najbolj vezan na podjetniško iniciativnost ljudi in lasten razvoj. Moja vizija na tem področju sledi vzorom, kot je občina Brda, kjer je podjetnost ljudi v ospredju razvoja skupnosti, občina pa hitro sledi temu, ustvarja še boljše pogoje in pomaga. In ta pomoč ima zelo različne oblike. Naprimer, ureditev prometa. Pred leti smo ceste in pločnike delali tako, da se je zagotovila potreba po cesti ali prenovi in se je potem zagotovil denar in cesta se je asfaltirala. Kako ta cesta paše v celotno sliko prometa okolja, ni bilo pomembno. Pa vendar vemo, da je pomembno. Posebej, če želimo doseči varnost udeležencev v prometu, kakovost bivanja v sožitju z okoljem in naravo, dostopnost za vse s poudarkom v skrbi za najmlajše in starejše ter varovati zdravje prebivalcev. Ko smo začeli delati na promet na tak način, je marsikaj postalo lažje. Kar naenkrat smo prepoznali številne nove možnosti. In ta sprememba v pogledu je vodila do strategije urbane mobilnosti, zaradi nje smo dosegli območja umirjenega prometa brez bistvenega vpliva na hitrost potovanja. Varnost se je povečala. Dobili smo nekatere kolesarske poti, ki jih želimo tudi urediti v prihodnje. Vse del ene celote. Podobno je bilo s pristopom do enakomernosti razvoja občine. Ideja, da namenjamo pozornost in vlagamo sredstva v razvoj vseh krajevnih skupnosti, se je obrestovala. Celotna občina se razvija in številke to potrjujejo. Prav tako nadaljujemo z uveljavo čim več dobrih praks iz tujine v naša okolje. Dobre prakse, ki že kažejo pozitivne učinke, bomo delili z drugimi občinami tako v Sloveniji kot tudi širše. Hitro se bomo morali prilagajati na nove tehnologije in njihovo dostopnost omogočati tudi vsem našim občanom. Pri tem bomo dali poudarek zmanjševanju onesnaženosti zraka, enake dostopnosti za vse, zagotovitve dostopa do alternativnih virov energije in posledično zdravju naših
odhajanja mladih ljudi ter posledično zastaranje prebivalstva. Še posebej to občutijo podjetniki in menedžerji, saj spoznavajo, da je vse težje najti nove, sposobne mlade, predvsem pa ustvarjalne ljudi, ki so lahko kader, tako za podjetja kot za našo občino. Ni problem, da ne bi imeli mladih v šolah. Težava se pojavi takrat, ko naj bi se izobraženi ljudje vrnili nazaj v svoje okolje in tukaj tudi ostali. Vendar to se bo spremenilo, se že spreminja. Pogoji postajajo ugodnejši, nove sosedske so na voljo, podjetja pa, hvala Bogu, zaposluje več ljudi. In dejstvo je, da so najboljši sodelavci podjetja tisti, ki do okolja, v katerem živijo in delajo, tudi čutijo pripadnost. Zato osnovno zavezani ne samo k temu, da ustvarjamo pogoje za novo perspektivna delovna mesta, po drugi strani pa spodbujamo razvoj okolja, v katerem se bodo lahko ljudje prijetno počutili, tudi aktivno udejstvovali v svojem prostem času, okolju, ki je spodbudno tudi za družine. V naslednjih letih bomo več pozornosti posvetili predšolski šolski vzgoji, izobraževanju, športu, kulturi, dostopnosti do zdravstvenih storitev ter infrastrukturi pomembno za našo starejšo generacijo. Potrebno je še dodati, da ima po mojem osebnem prepričanju mesto Ljutomer in posledično občina veliko prednost z uspešno in prepoznavno gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, saj mladi zmeraj prinesejo novo in svežo energijo ter drugi pogled na življenje. Zato je potrebno ta potencial dobro izkoristiti in ga čim bolj vpeti v razvoj občine. Zelo pomemben je tudi sam prehod med generacijami in vlogami. Od šole do podjetništva, do družinskega življenja in pripadnosti k skupnosti. Zato želimo na Ormoški 22 spostaviti nove pogoje za druženje generacij, delavnice, prostor za društva, ki rabijo prostor za svoje delovanje. Vključiti invalide in otroke, ki po pomožni šoli žal nimajo kam iti. To bo prostor srečnega ustvarjanja in dobre volje, ker bomo lahko zagotovili tudi tople obroke z višnih hrane. Imamo zelo dosti pozitivnih vsebin, ki bodo še konkretizirane. Gre za projekt celotne lokalne skupnosti, poganjajo ga podporniki in ljudje, ki na tem področju imajo veliko izkušenj. To bo prava nova zgodba, ki nas premika naprej. In zgodb, ki nas premika naprej, je kar nekaj. Z velikimi koraki in majhnimi pozornostmi. Naprimer, z udeležbo na čistilni akciji skrbijo za zelene površine, vsi pomagamo, da smo čisti in zeleni. To ni samo umevno in res iskrena hvala vsem, ki prispevate. Zahvala gre tudi gasilcem in drugim službam, ki se odzovejo brez zadržkov, vedno, ko je pomoč potrebna. Veseli me, da so vse 4 občine upravljene v Ljutomer pripravljene nabaviti novo vozilo tudi za reševanje iz višine. Nadaljujemo z dobrim sodelovanjem. In zato nekako gre. Zato, da smo skupaj. Da verjamemo en v drugega. Da si pomagamo. In predvsem, da smo konkretni. Če bi se sama kadarkoli zalotila, da se neiskreno nasmiham in vsem obljubljam gradove v oblakih, ali še huje, da hodim naokrog in spredkarjam z govicami, potem bi v istem trenutku
hvala vsem za prizadevnost, poštenost in dobrovoljo. Gremo skupaj naprej. Delajmo, da se bo zgodilo to, za kar si prizadevamo. Hvala lepa. Jasno, danes druga besed o šoferjih 100 enke. Glejte, niso izrabili za svoj rekli 100 jadina. Kaj 100? 101 jad. Ne vem, če se zavedate, ampak 100 enko je izdelovala tovarna Crvena Zastva, ki je bila osnovi tovarna orožja, največ ljudi pa umrlo ravno zaradi 100 enke. Fičo bil fenomenalno, o njem malce kasneje. Glejte, mene ne čudi, da so vsi naši strici, ki so bili gastevatri, Avstrija, Švica, Nemčija, da bomo za Božič hodili v nemških avtomobilih. No, saj moj stric Janko je. Moj stric Janko je vedno pravi. Če bi hotel priti za Božič, za tistih 7-8 dni domov v Ljubecku oziroma Slovenki, v tem času ne bi prišel niti do avstrijske meje. Zato je vsak pozimo prišel domov v nemškem avtomobilu in to v Oplu. On je vedno trdil, Opel je bil, je in bo. Wunderwagen. Opel je edini avto na svetu, ki se tudi nazaj prevede lepo. Mater, ste šle, ne morate se temu smejati. On je fin človek, on je duhovno bitje. On, ko hoče biti sam, organizira koncert. Dame Murko, srečen, ker se moški, ja, po nas novo že. Če pa ga primerimo s fanti skupine Blevedumne, zgleda varaščani, kot da so ravno kar pobegnili iz obdobja Trija, Sjura, Krega, mladenič pa kot da je prišel iz laserske depilacije po celem telesu. Celo obrvi izgledajo, kot da so narisane. In potem se ta isti mladenič v žuti štampi javno hvali, da ima pitona med nogami. Vsaka čast. Zakaj pa potem mislim na prvi strani sličic životinsko carstvo?